ZDGNS je gostila dr. Slavomirja Stepskega, samostojnega raziskovalca z Univerze Nikolaja Kopernika na Poljskem, ki je predstavil svojo doktorsko disertacijo Znakovni jezik na javni televiziji v Evropi. Slednja je zajemala analizo oddaj v znakovnem jeziku in pokrivala vidike trajanja, dnevih predvajanj, žanrskih oddaj, ciljne starostne skupine gluhih gledalcev in vira znakovnega jezika. Kar pomeni, ali gre za tolmača v oddaji ali za gluhega voditelja. Dr. Stepskega smo povprašali, kako se stanje na Poljskem razlikuje od našega. Veste, ta primerjava je zelo zanimiva, ker vi, imate, 5 kanalov televizije, a vseeno en kanal zvečer uporabljate samo za znakovni jezik. Ta razporeditev tolmača in originalne slike je zelo dobra. Pri nas na Poljskem mi imamo, 15 kanalov javne televizije, a naprimer ta tolmač je pri nas vedno zelo majhen, tako da primerjava je, naj tako rečem, v korist Slovencev. Mi naprimer imamo več žanrov na javni televiziji, mi imamo sa znakovnim jezikom 11 žanrov oddaj, vi imate, 5, ampak kot sem rekel, mi imamo zelo veliko kanalov javne televizije, a pri nas zakon zahteva, da vsak kanal ima malo znakovnega jezika, malo podnapisov in tako naprej. Zato pri nas je tega zelo veliko. Dr. Stepski izpostavlja, da so ključnega pomena zakonske podlage, ki so obenem tudi direktiva EU. Veste, jaz mislim, da je podlaga zakon, pri nas zakon na podlagi te evropske direktive zahteva, da zasebne televizije tudi imajo tolmačenje, podnapise, audiodeskripcijo in tako naprej. In tako, če obstaja dober zakon, če ga televizije upoštevajo, vse bo okej. Med gosti dogodka je bila tudi Mateja Vodeb, ki na javni radioteleviziji skrbi za dostopnost televizijskih programov. Med vsemi televizijami na Slovenskem ravno javna televizija prednjači v dostopnosti. O doktoratu poljskega kolega lahko rečem vse najboljše. Resnično mu čestitam, da se je končno nekdo znanstveno na tako visokem nivoju lotil tematike o tehnikah dostopnosti. Tega je izjemno malo, dostopnosti ni nikoli preveč. Absolutno še in še, čim več vključevanja vseh državljanov, ne glede na to, ali imajo okvaro sluha, vida in tako naprej, je pa žal vedno problem denara, ampak mislim, da z ozaveščanjem bo tudi država oziroma tudi zasebne institucije pač sprevidele, da je to pač nujno. Gluhi gledalci pogrešajo več podnaslovljenih in tolmačenih oddaj. Gre predvsem za najbolj gledane oddaje, ki se ponavadi predvajajo v živo. Želje gluhih so predvsem o več podnapisih, Najboljša primera dostopnosti televizijskih kanalov za gluho skupnost sta Norveška in Danska. Na Norveškem imajo celoten televizijski kanal v znakovnem jeziku, kjer vse dnevne oddaje tolmačijo. Na Danskem pa imajo prvi program v celoti tolmačen od 17. ure dalje, kar pomeni, da so vse pomembne informativne vsebine dostopne gluhim skupnostim. Po besedah dr. Stepskega se Slovenija nahaja nekje na sredini lestvice dostopnosti. Če bo pri nas prišlo do večje dostopnosti komercialnih televizij, se bomo na lestvici nekoliko dvignili. Da bo temu tako, pa so potrebne jasne zakonske podlage in uresničevanje slednjih v praksi.